jaz lepo vse pozdravljam in se tudi zahvaljujem za povabilo. Tak je vedno zelo zanimivo, no, ko človek mora dobiti kakšno temo za predavanje, ki potem začneš razmišljati o tem. Moj prispevek nima naslova. Mislila sem pa govoriti več o svoji osebnih spoznanjih in poti. Tako kot en tak rezime tega, kar sem počela do zdaj. Ker meni osebno je tudi to zelo zanimivo, kadar ljudje več govorijo o sebi. Saj zdi se mi, upam, da imam na koncu čisto teoretično spet izpadla. Zdelo se mi je, da je tako prijazno, nekako osebno. Torej, lepota in razum, dva pola. Meni je zelo všeč, v sanskrtu je beseda za lepoto sundara, kar dobesedno pomeni zaznava, ki ti odpre srce. To se mi zdi ena najlepših definicij lepote in se mi zdi, da presega vse te možne teoretične teorije o zlatih rezih, estetske teorije. Čeprav seveda, če se človek z umetnostjo ukvarja kot obrtnika, mora vse te stvari poznati, ampak vendar končna faza pa je, da tisto, kar narediš, da ti to odpre, da to nekako ljudem odpre srce. Vse vzad veliko znanja, ampak pol moramo v eni fazi to pozabiti, pa ne pozabiti tudi na ta aspekt. Razum je od mnogih učiteljev slišimo, da je treba preseči vse koncepte, če želimo imeti direktno izkušnjo realnosti, se pravi, na nek način razum je zelo koristen, je pa ga treba v neki določeni fazi preseči in tudi, če želimo priti v stik z intuicijo, mora biti naš razum tiho, naša čustva tiho in moramo poslušati vase, da slišimo tisti notranji glas. Se pravi, v eni fazi lahko govorimo v sintezi, teh dveh aspektov, ali pa lahko tudi rečemo, da jih je treba na nek način preseči. Če iščemo resnico za velikim R. To je mene vedno zanimalo. Resnica. Kaj je resnica? In zdaj, če ta dva pola prenesemo čist fiziološko, se mi zdi tak priročen način razlage teh dveh aspektov, če govorimo o levi in desni možganski polovici, ki jih bom, da ne bomo zmedeni, raje imenovala ženska in moška, ker moška je v bistvu leva, ženska je pa desna, pa potem, ker povezujemo moškega z desno stranjo, potem lahko pride do zmede. Se pravi, moška možganska polovica je ta, ki je analitična, ki nam daje to sposobnost verbalnega izražanja, sistematiziranja podatkov, analize. In če pogledamo naš svet, je ta princip veliko bolj favoriziran oziroma je prevladujoč v naši družbi, ker ta ženska možganska polovica je pa povezana z intuicijo, čutenjem energiji, čutnimi zaznavami, z čutenjem enosti z vsem, ali te neke energetske povezanosti, ali pa v tej ženski možganski polovici smo dejansko lahko tukaj in sedaj in se zavedamo, da smo v tem trenutku popolni takšni, kot smo, da je vse popolno takšno, kot je.
razmišlja v slikah, je izrazito, je neverbalna. Eden od mojih učiteljev je rekel, vse izkušnje univerzalne enosti oziroma vse mistične izkušnje izvirajo iz naše ženske možganske polovice. In tudi ta, recimo, zelo zanimiva gospa je tudi Jill Bolte Taylor, to je neuroznanstvenica, neurologinja, ki je doživela kap in ko je doživela kap, je krvavela v tej moški možganski polovici, da je bila ta popolnoma, mislim, ji ni delovala, in je potem opisovala te svoje doživetja, občutke in spoznanja, ker je bilo nekaj časa je aktivna samo ta druga. Tudi v teh dobrobitih te druge možganske polovice. Zdaj, če pogledamo na šolski sistem, kjer je disleksija se še do nedavnega smatrala za bolezen, in dislektičen učenec, se pravi tisti, kjer ima dominantno to žensko možgansko polovico, ne more uspevati v tem našem šolskem sistemu, in zato, ker je preveč sistematiziranja, preveč poudarka na tem intelektu, pozabila sem imeno, ampak en gospod, nek lord je, ki se zelo ukvarja z izobraževanjem, je govoril, da njemu je najbolj smešno, ko grejo te ljudje, ki so v teh raznih vzgojnih ustanovah ali pa na kakšnih seminarjih o kako bo izgledalo izobraževanje, potem po seminarju v disko in je tako, da bi gledal glave. Mislim, da te ljudje od tukaj navzdol jih ni. Da so samo glave prisotne. Se pravi, absolutno niso v stiku s telesom, niti se ne znajo izražati skozi svoje telo. No, to je za, mislim, tudi ta pojav, kako se imenuje ta Ne, avtizem, tisto, je pretirana hiperaktivnost. Ja. Tudi to, mislim, on je recimo govoril tudi o tem, da pred 30 leti te diagnoze ni bilo, sploh ni bilo. In da je on govoril za neko baletko, ki jo je vprašal, ker njega zanima, kako so ljudje postali to, ker so svetovno znane baletke. Da jo je vprašal, kako si pa ti prišla do tega, da si izbrala balet in da je to postal tvoj poklic. Pa je ona rekla, da v šoli ni mogla mirno sedeti. In je takrat pač še ni bilo te diagnoze in je rekla učiteljica njeni mami, veš kaj, doma ji daj glasbo, in naj se ona, naj pleše. In ne jo vpiše v eno skupino baletno. In je rekla, da ko je prišla v baletno skupino, da je bilo to za njo strašno olajšanje, ker je srečala polno njej podobnih ljudi, ki so lahko razmišljali samo takrat, ko se gibljajo. Zdaj, vprašanje, koliko je zdaj tudi ta motnja, no, v redu, tukaj je dosti faktorjev, tudi te v okolju, toksini in vse to, ampak vprašanje, koliko je to neka tudi na nek način umetna diagnoza, ker to, bi rekla, favoriziranje te moške možganske polovice, sedenja, je v tej naši zahodni družbi pretirano. In če pogledamo tudi čist na tej ravni, mnogo bolj cenjeni so recimo predavatelji, akademiki kot umetniki, umetnikom vedno bolj pada status, naše delo ni nič več vredno. In vendar v ustvarjalnosti, mi prav se poslužujemo teh
bi rekla, te ženske možganske polovice, a ne, razmišljanje o slikah, intuitivnih uvidov, izražanje skozi druge modalnosti, ne samo skozi besede, čeprav je pisatelj skozi besede, a ne. Mislim, da se to nasplošno kaže še na enem drugem nivoju. Če rečemo, da je moška možganska polovica povezana z moškim vidikom in ženska z ženskim, kakšen odnos imamo do narave? A ne? Mati narava je vendarle nek ženski vidik. Kako jo izkoriščamo? Kako nekako nismo v stiku z tem principom, ampak mislimo, da je tukaj samo zato, da nam služi. Se pravi, nekako nasplošno gledano, bi rekla, da je v zahodnem svetu se favorizira to intelektualnost, znanje, analiza, pač vse te vse, kar je značilno za to moško možgansko polovico. Zdaj pa, ker sem jaz obljubljala osebno zgodbo, a ne? Mislim, mene je že od nekdaj me je zanimala predvsem resnica, a ne, kako spoznati, kaj je resnica. Imam pa umetniški temperament, a ne, se ukvarjam z režijo, moj temperament je izrazito umetniški, jaz se ukvarjam z režijo in recimo že na akademijo, ko sem prišla, so mi povedali, da Platon bi pa vse umetnike izgnal iz države, ker so blazno daleč od resnice, da edino filozofija, a ne, imajo nekako to, z njim je dan ta dostop. Potem sem brala še Hariš Džohari, nekje sem prav včeraj iskala, pa nisem našla tega, ki tudi nekako, koliko, ko je govoril o kundalini jogi, je govoril o tem, koliko so ljudje razviti in je tudi umetnike dal tam čist nekam spodi. Tako da sem se jaz v bistvu počutila, jaz zelo cenim znanstvenike in vse te ljudi, ki znajo razmišljati in tako v bistvu zelo veliko tudi iz tega občutka, da meni nekaj manjka, ne? Da z mano nekaj pač pa ni čisto v redu. Skratka, na nek način sem se počutila na tej duhovni poti, bi rekla, manj vredno. No? In da je drugim ljudem ne bojo ratale stvari, drugim ljudem so je pa vse jasno. No? Tako nekako je bilo. In kot da se jaz ukvarjam z temi stvarmi, ki so recimo čustva, čuti, a ne, to so vse v duhovnosti označuje kot iluzija, ne. Jaz sem tukaj zapletena v neko iluzijo in bi mogla vse to presežiti in skratka, zdelo se mi je, da iskala sem svojo pot, a ne, seveda sem iskala svojo pot ves čas, ampak skozi veliko dvomov vase in a se jaz zdaj igram s hudičem in a bi mogla jaz svoje telo, ne vem, zdaj sovražiti in skratka, no. Imela sem veliko dvomov vase, je bilo pač del te moje poti. No, na srečo sem in tudi recimo to, a ne, če postavljamo ta dva koncepta. En koncept govori, da je vas pojavni svet iluzija, a ne, a moram jaz zdaj, zakaj bi mogla jaz nekam, mislim, zakaj je to nevarno, a moram jaz zdaj nekam oditi, da dosežem tisto duhovno, a ne, zakaj moram jaz nekam drugam iti, a ne, zakaj moram jaz zdaj nekaj moja želja je bila utelešeno
izkustvo Boga. Ne, da jaz moram nekam oditi, to presežiti in na enem drugem nivoju Boga doživljati. Zakaj? Božansko, je pač si dal toliko dela s tem, da je ustvaril ta čudovit inštrument. Mislim, če malo poznate, kako to deluje, pa to je neverjetno, kako naši čuti delujejo, živci, mislim, to je neverjeten inštrument. A to zato, da bomo mi zdaj to rekli, da je to slabo, ali kaj? Skratka, te stvari nekako niso, to so bila moja vprašanja. No. Potem sem, seveda, sem bila očitno tipičen kandidat, da me začne zanimati tantra, ki je neka pot. Moj učitelj je govoril, je rekel, da pot leve roke, Vama Marga Tantra, da je izrazito povezana z tem energetskim kanalom Ida in da je to pot, ki vključuje čustva. In to je bilo nekaj, kar je bilo pač meni blizu. Potem recimo nek drug učitelj, Vimalananda se imenuje, ki je govoril o tem, da njega samadhi sploh ne zanima. To, da mora on sedeti in nekam oditi in doživljati Boga, to za njega ni dosežek. Dosežek je, če ti tlele sediš in si zavesten na vseh nivojih. Tako da nekako, ravno, ko sem bila že glih na tem, da se jaz neham ukvarjati z duhovnostjo, kot absolutno se mi je zdelo, da nisem primeren tip za kaj takega, sem nekako srečala te ljudi, ki so me navdihnili, da sem začela iskati svojo pot manj uhojeno pot. Ki je izrazito povezana, to, kot sem prej s to z temi žensko-možgansko polovico. In tudi skozi to, zdaj, danes, po 35 letih, lahko rečem, da se tudi skozi na ta način da doživljati božansko. Recimo, naši čuti, 5 čutov, ki jih imamo, ki naj bi bili, slika, ki nam jo predstavljajo, to je iluzija, maja, ni resnična. In ko sem se nekaj časa s tem kašmirskim šivaizmom ukvarjala, ki ima take tehnike, da recimo meditiraš na veselje, ko po dolgem času srečaš prijatelja. Meditiraš na, sončni vzhod ali pa prav na take fizične občutke. Meditiraš na zvok ptičev. Mislim, prav se pravi te čutne zaznave. In kot pravi tudi neka druga učiteljica tega kašmirskega šivaizma, pravi, da je treba vsako zaznavo nekako vrniti, usmeriti nazaj v izvor. In jaz sem to brala in tako meni so bile to blizu ideje, pa sem kako to usmeriš v izvor, kaj to pomeni, praktično, zelo lep koncept, ampak praktično mi ni čisto nič povedal. No, potem sem pa imela eno zelo težko bolezen in sem se ukvarjala s tem, da jaz lahko umrem. Oziroma sprijaznila sem se s tem. In sem se ukvarjala s to smrtjo in v bistvu razmišljala, kaj bo pol drugače, kaj bo drugače. Pa sem tako gotovila, se bo vse isto, samo se nam mogla dotakniti stvari, teh čutov ne bo več. To je tisto, kar je tako neki tako obeležiti našega fizičnega bivanja.
a ne, da vidimo, čutimo, okušamo in če to vse, a ne, če vse ostalo bo verjetno več ali manj ostalo isto, pač kaj verjamem, da ostane zavest, to zavedanje, zakaj bi bili ti naši čuti taka strašna nevarnost? Saj končno, če hočemo mi nekam iti in doživljati Boga, lahko to neutelešeni naredimo brez vsakršnega problema. Če smo utelešeni zdaj in če imamo ta čutila, v tem mora biti nek razlog. In potem je kar naenkrat sem na nek način razumela ta stavek, da je treba vse čutne zaznave usmeriti nazaj v svoj izvor, ko sem dojela, da praktično Bog ali božanstvo ali zavest skozi moje čute doživlja sebe, stvarstvo, samega sebe. Če rečemo, da je stvarnik ustvaril svet, da vidi sebe, a ne, da doživlja sebe in da če se jaz vse, kar je na fizičnem nivoju, je zgoščena svetloba. A ne? Vsi smo ustvarjeni iz iste snovi, iz emanacij iste snovi. A ne? Praktično ta šalca je zgoščena svetloba, Tili je zgoščena svetloba, vse je zgoščena svetloba. In če se jaz dotaknem te šalce na tak način, da se jaz zavedam, da s tem primem Boga, a ne? Da je to tisto, kar prej nisem razumela, da je treba čute obrniti nazaj v svoj izvor. Se pravi, da tudi čute lahko prefinimo, a ne? Če razumemo, da s temi čuti praktično Bog skozi nas doživlja samega sebe. A ne? Zdajle Bog skozi moje oči gleda to, skozi moj tip se dotika, skozi moje ušesa sliši in doživlja samega sebe oziroma svoje stvarstvo takšno, kot ga je ustvaril. Zdaj, ne vem, vam je beseda Bog bliz, lahko bi druga uporabili, zavest, kakorkoli. Ni beseda, ni tako pomembna. No in prav tako, recimo, kar se tiče čustev, preseganje čustev, a ne, je pač to, ta bi rekla, neko ravnovesje med tem, da mi čustva kontroliramo in oziroma da jih sprejemamo, to je umetnost življenja, ne, ki se učimo celo življenje in v vsakem trenutku je to razmerje nekje drugega, moramo znova vzpostavljati. To ni neki, da bi ti zdajle najdel ravnovesje, pa bo pa to zdaj naslednjih 10 let trajalo. Ne, v vsakem trenutku sproti to počnemo. In čustva so vendarle naše gorivo. A ne, čustva so gorivo. Če recimo dosegli bomo tiste stvari, po katerih bomo močno hrepeneli, a ne, za katere bomo imeli močno motivacijo, pa če to, kar želimo doseči, razsvetljenje ali pa, ne vem, neka materialna stvar, vse ni važno. Se pravi, čustva so naše gorivo, ki je absolutno nujno potrebno. In v zvezi s tem sem tudi recimo brala nek rek Satyanande, ki pravi, vsako čustvo moramo spremeniti v predanost Bogu. Ne? Pa to je tudi spet, mislim, kako zdaj to narediš. Ne? Zdaj sem jezna, pa zraven si govorim, sem predana Bogu, a jaz zdaj to jezo predajem Bogu, ali mislim, ne, kako bomo zdaj to naredili, da vsako čustvo spremenimo v predanost Bogu. In v bistvu
sem nekako dojela, da iza vsakega čustva, vsake čustvo nam nekaj govori, ne? Če ga mi poslušamo, če se osredotočimo na njega, lahko zadnji slišimo in še en stavek. Recimo, če si besen, je vzadnji nek stavek prepričanje, nisem vredna, ali pa občutek nemoči, to mi pa nikoli ne bo ratalo, ali pa ne morem več. Se pravi, da poslušamo svoje čustvo, najdemo, iz česa sploh izvira iz tega ozadja in potem vključimo to energijo hrepenenja, recimo, če je bil ta misel, nisem vredna, to hrepenenje potem, da bi čutili ta občutek, da smo vredni. A ne, to nas bo potem motivirali in vodili naprej. In meni je bila, recimo, kaj je smisel življenja, ne? S vami, pri katerem študiram, je govoril, to se sprašujejo ljudje, potem, ko si razsvetljen, tega vprašanja več ni, ne? To se sprašujejo samo ljudje, ki so na duhovni poti, z razsvetljenjem pa to vprašanje izgine. Kaj je smisel življenja? Slišala sem pa še eno drugo zelo lepo definicijo tega, kaj je smisel življenja. Potem se nehamo spraševati, a ne, kaj je smisel življenja, takrat, ko smo prevzeti z življenjem. A ne? Takrat, ko smo prevzeti z življenjem, tega vprašanja ni. In se pravi, te občutki, to je čustvo biti prevzet z življenjem. A ne, to čustvo je lahko kot neko gorivo, a ne, ki nas poganja naprej po poti k končni resnici, kjer bomo mogli pa vse to preseči, in razum, in koncepte, in čustva, in vse. Ne vem, kako to izgleda, ampak jaz sem za. Glede na to, mogoče na te moje, a sem že predolga? Mogoče počas, če se... Ja, zaključne misli, ja. No, kot je Platon rekel, da bi umetnike izgnal iz države, pa da je umetnost, da glasba še nekaj je, kar se ukvarja, ker je tako abstraktna, ne, da jaz kot filmar pripovedujem zgodbe, ne, to je pa za odmet, totalno, to je mimezis, popolno posnemanje, ne. Bi rada sem še to omenila, da v bistvu te zgodbe, mitološke zgodbe, ne, če ste kaj brali Johna Campbella, to je krasna stvar za brati, pa to ne berejo samo ljudje na duhovni poti, ampak tudi vsi scenaristi, ker on je namreč in je veliko hollywoodskih uspešnic narejen po tem modelu, ki ga je on predstavil. On je preštudiral vse mite, in je najdu te slične, stične točke, kaj se z junakom na tem popotovanju k notranji rasti ali transformaciji dogaja in kakšne so te stopnje. Tako da nekateri filmi, sem že pozabila, kjer je prav narejen prav direktno po teh njegovih stopnjah. So pa te zgodbe tudi zelo zanimive za nas, ki se srečujemo s svojimi lastnimi osebnimi izzivi, ki nam lahko pomagajo izzive na tak način pogledati, da jih lahko izkoristimo za osebno rast. Za osebno rast in za stik z eno globjo arhetipsko modrostjo, za stik z lastno intuicijo. Tako da jaz zdaj s Platonom se čist ne bi strinjala. Najbrž še njemu čisto vseeno. Ampak
mislim, da so tudi zgodbe, a ne, da so zgodbe zelo lahko en element, ki nam pomaga na duhovni poti. In glede na to, ker sem bila jaz na neki bolj neuhojeni poti, a ne, ker sem bila polna dvomov vase in ves čas delam prav, a pretiravam, a kaj, vsi drugi neki drugač, bi samo končala s to mislijo od Campbella, ki pravi, da moramo vsi postati otroci, a ne, nazaj, da moramo postati otroci in da otroci postanemo tako, da ubijemo zmaja. Vsi junaki imajo neke take naloge, ali morajo ubiti zmaja, ali neko tako strašno pošast. In prav, da ta pošast so mnenja in pravila družbe, v kateri si. In da če hočeš kakršnokoli rast, osebno rast, ne, doživeti, da je treba ubiti ta pravila tega okolja, mislim, v kjeremkoli okolju ste, in najti svojo pot. Rast se zgodi samo takrat, ko najde človek svojo pot. Tako da, jaz bi s tem končala, da vam želim čim več poguma na iskanju svoje poti, drznosti, poguma in jasno, bo veliko dvomov, ampak živimo v svetu dvojnosti, tako da je v boju.